Torej, glavni most bo ostal tukaj, kjer je. To malo bolj zares. Torej, želimo se biti najbolj kolesarsko, trajnostno mesto, kar nam v zadnjem času dosti dobro tudi uspeva. Ne samo zaradi M-bajka in vseh drugih projektov, ki jih izjemno dobro peljemo in ker so tudi odzivi ljudi odlični. Za začetek je bilo treba stari most seveda urediti. Bil je teden mobilnosti, vedeli smo, da je veliko programa in smo pravzaprav izkoristili ta trenutek, da lahko z meritvami, ki smo jih opravili predtem, v vmesnem času in seveda tudi sedaj, ko je mesto še polno študentov, da bi dobili čim boljše podatke, na podlagi katerih bi lahko sprejeli sedaj odločitev in ki bi nam dali tudi napotke, kako mesto prometno urejati naprej. Zanimivo pri tem je, da je 2/3 uporabnikov starega ali glavnega mosta tistih, ki gredo čez most peš, s kolesom ali za javnim potniškim prometom in samo 1/3 je tistih, ki most prečkajo z avtomobili. Želeli smo si z tem začasnim zaprtjem pomagati tudi tistemu največjemu čepu v mestu pri UKC-u in smo upali, da bodo mnogi, ki uporabljajo stari most za tranzit, uporabljali cesto Pariške komune in se peljali preko Titovega. Ta del nam ni uspel, verjetno je bilo premalo časa. In sedaj smo bili skoraj kot na volitvah, imeli smo ene, ki so bili ful za to, da avti več ne bi šli na stari most in vsaj toliko tistih, ki si želijo, da bi spet šli, enih pa to seveda ne zanima. In smo našli eno rešitev, ki mislim, da bo zadovoljila vse. Kar se tiče dostopa, ali pa zdaj povem rešitev. Rešitev je, da se je izjemno dobro izkazalo, da so kolesarji na cestišču, tam bodo ostali. Po prvi priložnosti drugo leto, torej ne za čez zimo, bomo umaknili še tisti previsok robnik, da bo prostora za kolesarje na cesti več. S tem smo sprostili most tudi na pločniku za pešce, ki se bodo sedaj počutili tam varno. In javni potniški promet seveda ostaja in ostaja, vrača se na stari most za enkrat tudi motorno vozilo, vendar bomo hitrost, ki je tukaj omejena na 30 km, tudi nadzirali. To pa zato, ker želim, da bi tisti, ki si jih želimo še več kot 2/3, torej kolesarji in pešci v še večji meri ta stari most uporabljali in ker si želim, da ne bi stari most po noči, ko ni drugih, postal ali ostal dirkališče in hrup most, ki s temi prevelikimi hitrostmi moti stanovalci, ki tukaj v miru bi želeli spati. Pomeni za tisti, da bodo lahko stanovalci zadovoljni v neposredni bližini starega mostu, bomo hitrost nadzirali, ostalo pa sem, mislim, da že povedal. Najlepša hvala, župan. Aleš Klinc bo še postregel malo z bolj podrobnimi podatki, potem bomo šli pa na vprašanje. Hvala. Mogoče še samo to. Te poskuse dopisal ravno ko v času, ko je bil v mestu predsednik vlade, slučajno na isti dan županu pa še vsem medijem zaposlenih v UKC-u sem razumel kot politični pritisk in seveda niti slučajno ni vpliva na to odločitev, ker politična odločitev je, da želim, da postanemo še bolj 15-minutno mesto kolesarjev in pešcev. In na mojo žalost, dokler Bestin Parking ne bo uredil drugega uvoza v garažno hišo, torej ne tam mimo lekarne, tudi ta sprostitev prometa na starem mostu ne bo rešila problema tako zaposlenih v UKC-u, pa še bolj me skrbi tisto, kadar je treba nujno pripeljati svojega otroka ali pa starša ali pa kogarkoli mimo rampe, pa ne moreš sploh do rampe na uvozu v bolnice, tako da upam, da bomo končno našli neko rešitev z upravljalcem, ki pač živi daleč od tukaj in gleda skozi številke prihodkov v tej garažni hiši, ne pa vplive te garažne hiše, ki so sva tudi na eni strani pozitivne, pa je preveč negativnih. Upam, da bomo to rešili. Ta sprostitev prevoza z motornim vozilom starega mosta tega problema ne bo rešila, žal. Hvala. Hvala lepa. Torej, mi smo zaporu tega mostu izkoristili predvsem iz vidika prometa za analiziranje prometnih tokov po ostalih prometnicah. V času pred zaporom mostu smo na 17 števcih v mestu izvajali meritve.
Posebno pozornost smo posvečali seveda tudi prometu na vseh 4 mostovih. Tako smo dobili seveda podatke, ki so nam služili za primerjavo z odvijanjem prometa v času zapore. Zdaj, v času poletnih počitnic seveda ta zapora ni bistveno vplivala na obremenitve na ostalih prometnicah v samem centru mesta. Drugače bilo pa že v mesecu septembra, ko so se na ceste vrnili učenci. Takrat smo v času same zapore potem beležili nekoliko več prometa. Zdaj, same empirične podatke smo vam pripravili v eni majhni izloženki, ki jo vam lahko potem tudi seveda razdelimo, zato da bodo ti podatki do vas prišli čim bolj točni in do vseh enako. Torej, glavne ugotovitve so bile, da je čez Stari most prevozilo približno 2000 vozil, pred zaporo je bilo teh vozil na Starem mostu približno 11 000. Od teh 2000 vozil je polovica predstavljala avtobuse mestnega prometa, vse ostalo so bila vozila, ki so imela dovoljen prevoz, torej enosledna in pa taksi. Približno 500 vozil od teh 2000 je pa bilo takih, ki so most prečkale nezakonito, torej v nasprotju z prometnimi predpisi. Največ prometa je bilo preusmerjeno pričakovano na Pobreško cesto, tam smo tudi izvajali vse skozi meritve in vse sproti prilagajali tudi samo pretočnost semaforjev, zato da bi promet potekal čim bolj enakomerno in čim bolj prosto. Vendar smo pa ugotovili, da trenutna ureditev Trga Revolucije z Ljubljansko in postajališčem na Ljubljanski in že prej omenjenim dostopom v in iz UKC-ja pri taki zapori pomenita eno manjšo motnjo. To motnjo smo verjetno tudi vsi znali opaziti, predvsem v času konice med 2. oziroma 4. uro, ko veliko vozil zaposlenih zapušča to območje ali pa so takrat tudi obiski v sami bolnišnici. Ravno to prepletanje vozil iz recimo avtobusov na zunanji pas in v obratni smeri vozil na Pobreško, kjer so morali uporabljati notranji pas, je pomenilo v korelaciji z vsemi prehodi za pešce, kjer tudi seveda imajo pešci potem tudi prednost, eno tako manjšo motnjo, ki je pomenila nekoliko več časa za prečkanje. Bistveni podatek je tudi to, da pri vseh meritvah, ki smo izvajali, deževen dan pomeni še vedno veliko težavo. Takrat se tudi preveč, po moje, ljudi osredotoča na vožnjo in potovanje z avtomobilom, namesto da bi ubirali pot z alternativnimi prevoznimi sredstvi. Na našo žalost se tudi ni zgodila pričakovana sprememba potovalnih navad, torej še vedno je območje Trga Revolucije oziroma Ljubljanske mimo UKC-ja prevozilo približno 11 000 vozil. Ta številka se je sicer zmanjšala za približno slabih 800 vozil, kar je v bistvu naša pričakovanja šla v nasprotno smer, da bo torej ta zapora toliko preusmerila promet na ostale ceste, ostale mostove. Ljudje so očitno imeli še premalo problemov, ki so bili tolikokrat izpostavljeni. Tako da v nadaljevanju seveda je potrebno temu Trgu Revolucije in ureditvi prometa na Trgu Revolucije dati največjo pozornost, se pravi, kako urediti promet, da bo tam čim bolj tekoč. Toliko.